Bioenergetik po metodi Zdenka Domančiča Stipe Domančič bo danes govoril o bioterapiji kot preventivi pred boleznimi. Stipe je terapevt z dolgoletnimi izkušnjami, zato vas toplo vabim k poslušanju. Spoštovane gledalke in gledalci, želim vas opozoriti na pomen preventive pred boleznimi skozi bioterapevtski pogled na življenje in zdravje. Vsi dobro poznamo situacije, ko se dalj časa počutimo izčrpano, utrujeno, brez volje in energije. To so prvi znaki, da naše bitje, sestavljeno iz telesa, misli, čustev in energije, ni več sposobno ustrezno upravljati življenjskih aktivnosti. Najpomembnejše je, da se zavedamo, kaj se z nami dogaja in šele takrat lahko nekaj ukrenemo oziroma naredimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo nastanek bolezni. Bioterapija se je pokazala kot zelo koristen pristop, ki z balansiranjem energetskih, čustvenih in fizioloških procesov v telesu ter z krepitvijo imunskega sistema zmanjšuje tveganje za pojav bolezni. Na ta način pomagamo organizmu, da ostane zdrav. Moramo se zavedati, da nenehno uporabljamo biološke in bioenergetske moči za popravljanje obolelih delov organizma z namenom ohranjanja vitalnosti duha in telesa. Glede na naš holističen pristop v terapiji, vedno delujemo najprej na vzrok bolezni in nato na simptome. Poleg tega, preventivna bioterapija zajema vse dele telesa in pomaga upravljati motnje, da do bolezni sploh ne bi prišlo. Bioterapija seveda pomaga tudi pri akutnih in kroničnih stanjih, vendar je vedno bolje preprečiti kot zdraviti. Prav zato številni naši klienti prihajajo na terapijo preventivno, saj vedo, da jih v bližnji prihodnosti čakajo psihične in fizične obremenitve, operacije, poslovni izzivi, športna tekmovanja, obdobja alergij in tako naprej. Vsak izmed nas ima svojo šibko točko. In če se zavedamo, lahko pravočasno prepoznamo simptome. Telo nam preko njih nekaj sporoča, a mi ta glas pogosto ignoriramo. Dokler ne pride do večje težave. Žal, v tem hitrem času vse je pomembnejše od nas samih. Tako kot redno servisiramo avtomobile in gospodinjske naprave, bi morali redno servisirati tudi svoje zdravje in zdravje tistih, ki so od nas odvisni. Pogosto mislimo, da nimamo dovolj časa zase, zaradi preveč obveznosti, a v resnici to ni vedno tako. Naša napaka je, da imamo napačno postavljene življenjske prioritete. Pogosto rečemo, da so nam drugi pomembnejši od nas samih. To je zagotovo napačen način razmišljanja. Saj če bližnje imamo radi in jih spoštujemo, ter jim želimo dobro, moramo biti odgovorni do sebe in do svojega zdravja. Potruditi se moramo, da jih čim manj obremenjujemo s svojimi zdravstvenimi težavami, ali pa da se zaradi lastne malomarnosti ne znajdemo v situaciji, ko bi bili od njih odvisni. Veliko stvari v življenju je odvisno izključno od naših odločitev. Zdravje pa bi moralo vedno biti na prvem mestu.